Ja, približno 20 let smo pravzaprav s to dvorano kar sodelovali, saj smo bili v stari šoli, današnjem muzeju, in stavba ni imela prostora dvorane in zato smo vse večje prireditve imeli prav v tem prostoru. In moj prvi spomin v bistvu je prireditev, ki sem jo morala pripraviti ob promociji knjige Eli Damjan Litijsko šolstvo skozi čas. In jaz sem seveda napisala scenarij, umestila županov govor in so me kolegi upozorili, da mogoče pa ne bo ravno tako. In res potem prireditev steče in kar naenkrat se župan pojavi na odru. Gospod Kaplja je bil seveda dober govornik in je to imenitno speljal, tako da publika ni zaznala, da ni te rdeče niti, pa tudi učenci se niso nič zmotili, smo lepo nadaljevali naprej. To je bila recimo prva taka zadeva. Smo pa vsako leto februarja imeli osrednjo kulturno prireditev s kulturo v svet. Različne teme smo obravnavali, ponavadi je dvorana pokala po šivih. In smo enkrat tudi recimo pevski zbor kar pred oder postavili, zato ker v dvorani ni dovolj prostorov za odrjo, da bi recimo imeli prostor vsi nastopajoči. Je pa zanimivo, no, recimo na tem odru, ko smo raziskovali znane Litijane, je bil na tem odru tudi originalni Simončičev radovedni taček, ki so nam ga posodili in smo bili zelo, zelo ponosni na to. Spomnim se pa posebno tudi dogodka, ko smo imeli mjuzikle in zadnja točka seveda mora biti wow točka in takrat se odprejo vrata dvorane na stežaj in pride naš učitelj s Harley Davidsonom v to dvorano. Ne vem, mislim, da so ga z druge strani spravili v dvorano, ampak točka je pa bila taka, da še danes se z veseljem spominjam tega. Smo pa drugače recimo s gledališko skupino neuradno Zasačeni, jaz sem jo vodila enih 15 let, gostovali in ta oder je bil mogoče tudi odskočna deska za potem medobmočna srečanja, pa tudi državna srečanja gledaliških skupin. Enkrat smo pa celo nastopali na matineji, sobotnjo matinejo imate vi, in takrat smo nastopali s predstavo Pika. Vem, da ste vi v dvorani napravili take imenitne ilustracije, plakate in sem jaz potem, ko sem se z Ljubljane peljala prav, še vidim danes tamle reklamo za torej to otroško matinejo. Je še kakšen ta spomin, da se spomnim? Tak. Prav pomisliti moram, ker jih je toliko, da valete, to so bile pa zagotovo ene take posebni dogodki, ki jih ne pozabiš, ker ta temen prostor, scena, tega ne more nadomestiti nobena športna dvorana in to ti ostane, no, to je bilo tako lepo. Ja, pa da ne bom samo v takih lepih, včasih se pa tudi kaj zgodi in se enkrat, vem, da je bila 5 minut pred začetkom prireditve je usekalo, bum. Vem, da smo vsi vtihnili, kaj se je zgodilo, prileti računalnikar, projektor je crknil, kar po domače povem crkni. In panika, kaj naj zdaj storimo, ne. Jaz zdaj grem pred publiko, rečem, prireditev bo odpadla, ljudje so si vzeli čas, prišli, ne rečem učencem, nastopajočim, ne boste nastopali, pa komaj so čakali, da nastopajo. In potem je prišel učitelj in povedal, lej, bomo rešili, ni problem, letimo mi v šolo, bomo in so dobesedno leteli v šolo, odvili tale projektor in ga prinesli. Medtem sem šla jaz res s težkim srcem pred publiko in sem rekla, povem pač, kako je bilo, kakšna je stvar in če so za to, da počakajo, da stvar uredimo. In se je iz dvorane, še sem tako malo ganjena, zaslišal aplavz. In takrat mi je res kamen padel od srca in potem je bila pol ure, približno je trajalo, ampak je bila v dvorani tišina. Res tišina, vsi smo čakali, bo, ne bo. Učenci so bili mirni in čakali, pa veste, kako težko je učence zmotivirati, da so tiho. Ampak potem ob koncu prireditve
ta bučen aplavz, pa odzivi naslednji dan, to je bilo to. V dvorani pa se mi zdi, recimo Litija je eno tako majhno mesto, ampak kulture, na vseh področjih se pa marsikaj dogaja in si Litija zasluži en tak moderni center, kjer bi se srečevale vse generacije, ne? In mogoče tudi en tak center, kjer bi lahko gostili tudi, ne vem, prireditve, za katere danes ni možnosti, ne? Ker pač dvorana ne ustreza tem modernim zahtevam.